Živijo, Luka tukaj, vodja portala OnOn. Danes bom odgovoril na eno izmed vprašanj, ki se zelo pogosto pojavlja, in sicer, kako je z brisanjem uporabnikov na različnih seznamih na mobilni in desktop, torej novi desktop različici OnOn.com. Pa poglejmo skupaj. Torej dejansko gre za 3 tipe brisanj. Eno je seznam uporabnikov, ki jih dobite, kadar iščete. Torej, začnimo kar tukaj. Torej, kadar iščete uporabnike, seveda izberete parametre, ki vas zanimajo, in potem sprožite iskanje. Recimo, da se vam pojavlja med rezultati nekdo, ki ga absolutno nočete gledati. V tem primeru imate samo eno možnost, in sicer, da tega uporabnika blokirate. Poglejmo skupaj, recimo tole uporabnico. Če jo kliknem, pridem na njen profil in tukaj povsem desno spodaj vidim opcijo v 3. koloni, torej poskrolam na dno 3. kolone. Na mobilni aplikaciji pa je to povsem na dnu profila, kliknem na blokiraj. Blokiran uporabnik ne bo več našel tvojega profila, izbrisali bomo vse povezave, ki lahko obstajajo med vama, in iz klepeta pri obeh umaknili vajina sporočila. Obenem pa seveda ta uporabnica ne bo več vidna niti v rezultatih iskanj, torej če kliknem blokiraj, zdaj je uporabnik blokiran. Ko se prvič vrnem na rezultate iskanj, jo še vidim, vendar ob prvi osvežitvi strani uporabnice več ne bo in odslej nikoli. Tako da na ta način lahko v samih zadetkih odstranite ljudi, ki vam morda niso všeč. A bomo prišli nazaj, evo nas, tako. Torej matrone ni več. Naslednja stvar je, kako izbrisati uporabnika iz sporočil. Torej, zlasti dekleta prejmejo ogromno sporočil. Najprej je dobro vedeti, da v zavihku vsi so vse uporabnice, oziroma uporabniki, ki vam pišejo. V pogovorih so zgolj tisti, s katerimi imate dvosmerno komunikacijo, torej ste tudi vi nekaj odgovorili, oziroma vam je uporabnik nekaj odgovoril, torej gre za dvosmerno komunikacijo. Aktivni pa so tisti izmed vseh, ki so morda trenutno online. Zgodilo se vam bo, da boste našli ob pregledovanju kakšnega uporabnika, ki vam enostavno ni všeč, da se trenutno nahaja v vaših sporočilih, niste ga pa še blokirali, namreč če bi ga blokirali oziroma jo blokirali, jo nikoli ne bi bilo niti v tem seznamu. Če želite zgolj izbrisati iz tega seznama, izvedete desno potek, torej klik in potegnete v desno, da se pokaže tale košek, in nato kliknete na izbris, pogovor odstrani. Torej, kliknemo in desno potegnemo praktično sočasno, podobno kot je sam poteg v desno na mobilnih telefonih, velja tudi na desktop aplikaciji. Takole in kliknemo košek. Torej, to je druga vrsta brisanja in enako se da narediti na vseh ostalih seznamih. Torej, zanimajo se zate, če je tukaj nekdo, ki vas moti, pa ga niste blokirali, kajti če bi ga tudi tukaj ne bi bilo, potegnemo v desno, izbrišemo iz seznama in je več ne vidimo. Enako ujemanja, torej če se izkaže, da neko ujemanje se ni obneslo, lahko kadarkoli izbrišete tole. Mogoče še to, če potegnete tole v desno, pa se premislite, lahko potem kliknete pa potegnete v levo, ali pa enostavno zaprete, brez da izbrišete, in uporabnik bo ostal tukaj. Enako velja za moje simpatije, torej če vam je bil nekdo všeč, pa se potem izkaže, da vam ni več, naredite enako, izbrišem in simpatija odstranjena. Tako, pogledali smo torej vse 3 scenarije, kako uporabnika izbrisati. Še enkrat na hitro ponovimo, če vas nekdo moti v samem seznamu rezultatov iskanj, morate uporabnika blokirati in osvežiti rezultate zadetkov. Na ta način tega uporabnika več nikoli ne boste nikjer videli, niti v komunikaciji, niti na katerem koli drugem seznamu, kar je najbolj trajna rešitev.
Pri pregledovanju sporočil je najhitreje brisanje sporočil takole. Pri ostalih 3 seznamih, torej zanimajo se zate, ujemanja in moje simpatije, enako. Če vam nekdo ni všeč, potegnete v desno in izbrišete. Lahko pa seveda se tudi premislite in pustite uporabnika na samem seznamu. Tako, upam, da so vam teli odgovori v pomoč, veliko uspeha, ljubezni in srečno!